Ok, snemamo, ne? Yes. Ja, dobro. Ok, Val 202. Play od bita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. To je podcast od bita do bita. Jaz sem Maruša in Anže. V teh nekaj epizodah nabiramo izkušnje na Švedskem in v Estoniji in seveda iščemo odbite sogovornike. Veliko sva govorila o vseh možnih digitaliziranih storitvah, ki sva jih uspela preizkusiti. Anže, zdaj pa eno triki vprašanje. Okay. Zanima me, če poznaš denarni valuti Švedske in Estonije. Ker nisva uspela videti denarja. Ne, najprej sem bil, sem res nepoučen. Jaz sem pač itak mislil, da so evri, dokler nisem rekel, da so krone, to je prva stvar. Dejansko pač vsak človek, s katerim govoriva, pač reče, da ni videl denarja, sklepam, da bo 100-kratnim gostom enako. Ja, Švedska ima krono, Estonija ima evro, plačuješ pa s karticami. Skratka, tudi v tej epizodi še malo Švedske. Gremo torej po vrsti. Marko Pirc, dobrodošel v odbiti do bita. Živijo, hvala, da ste me obiskala. In takoj, ali si kdaj videl švedske krone? Sam, ker sem išel z namenom vikend na bankomat. Okay. Marko, kaj počneš v življenju in kaj počneš v Stockholmu? Težko opisati. Prvih 30 oziroma 29 let življenja sem bil v Sloveniji. Sem delal različne stvari na področju startupov, inovacije v smislu z področja fotografije. Potem sem pa po spletu na ključju prestal na Švedskem, kjer nadaljujem svoje poslanstvo, izboljševanje fotografije, demokratizacije fotografije na nek način. In vse skupaj se je odvilo, se mi zdi, tako v 3 mesecih od prve misli pa do tega, da sem dejansko že živel tukaj na Švedskem. Preselil sem se pa septembra 2019, se pravi slabega pol leta preden se je korona zares začela, čeprav tukaj se ni. Ja. Tukaj je vse drugače. Okay. Od bita do bita. Debatirali bomo torej o fotografiji, no? Ja. Ni skrivnost verjetno, da si tesno z njo povezan. Pogovarjala sva se, da dajva kaj reči o napredku. Saj sva že kdaj v odbiti, ne? O teh stvareh, ampak Marko, najprej, ker se ukvarjaš tudi s profesionalno fotografijo, profesionalno opremo in profesionalnimi fotografi, ti je mobilna fotografija blizu? Kaj je profesionalna fotografija? To je edino pravo vprašanje za človeka, ki hoče demokratizirati fotografijo. To skoro moraš reči, ampak super. Ja, v preteklosti je bil profesionalni fotograf vsak, ki je imel veliko težko kamero, pa ki je s njo tudi zaslužil denar. Danes je pa tako, da si lahko profesionalen content creator, ne vem, kako se to prevede v varialec vsebin. In prav tako tvoj rezultat so fotografije ali pa video, prav tako zaslužiš denar, posredno ali pa neposredno iz tega in ni nujno, da rabiš za ta content ustvarjati veliko težko kamero. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da tradicionalna fotografija v tem klasičnem pomenu besede bo ostala na neki taki ravni, kot je zdaj, in večina napredka v smislu števila uporabnikov in investicij, inovacij, vsega tega se bo dogajala in se že dogaja na področju telefonov, ki bojo s časoma zrasel v ene take malo debelejše telefone, v ene take malo debelejše kamere in bojo mogoče čez 10-15 let bili bolj podobni današnjim tradicionalnim fotoaparatom, kot današnjim telefonom. Ali pa vsaj bomo imeli mogoče različne razrede telefonov, ali pa dajmo jim ne reči telefoni, mogoče so to ene take žepni računalniki z vgrajeno kamero na nek način. Ne, zdelo se mi je, da, ali pa se mi stereotipno zdi, da je pač mobilna fotografija žalitev za profesionalne fotografe. Tak občutek sem včasih dobila. Ja, tako je. Profesionalni klasični, tradicionalni fotografi sovražijo telefone zato, ker so tako dobri, zato, ker proizvajajo tako dobre fotografije. Glih včeraj sem se pogovarjal z enim od naših uporabnikov. V podjetju, v katerem delam, 99% uporabnikov oziroma kupcev so profesionalni, klasični, tradicionalni fotografi in mi smo tudi dali ven podporo za telefone, se pravi, lahko uporabljaš eksterne flashe skupaj z telefonom. In imamo ta problem, kako prepričati te naše obstoječe uporabnike, da probajo njihove flashe
tudi za telefonom, zato ker v naših očeh jim mi dajemo neko novo funkcionalnost, pravzaprav zastonj in lahko določene fotografije z manj truda hitreje ustvarjajo in tudi šerajo naprej na socialne medije. In to so dejansko odgovori, ki jih jaz dobivam nazaj. Nekdo mi je odpisal včeraj, je rekel, ok, priznam, bom čisto iskren, prvič sem probal in sovražim ga. Sovražim, ker so fotke tako dobre. Prej si rekel, malo debelejši telefoni. Jaz bi sam to malo razdelil, da ne gremo preveč v tehnikalije, ki pa smo zgubili pri lečah, pa svetlobi, pa vsemu. Ampak dejansko, a pol tudi ti vidiš, da tiskar telefone nazaj držijo dejansko, ker so tako tanki, ker pač je med senzorjem pa lečo samo toliko prostora. Ker enkrat se zaletiš v fiziko tukaj in bo treba. Zdaj, videli smo te poskuse, teh periskopskih zoomov, pa so leče po stran postavljene, pa so že neki dosegli. Ampak enkrat bo mogel biti debelej, zato da bo malo več prostora med lečo pa senzorjem, ali ne? Ja, inkrementalno v zelo mehkih korakih se bojo telefoni debelili. Okay. In kar naenkrat bomo imeli debelejše telefone v rokah, pa kar ne bomo vedeli, kje so prišli. Recimo. Ampak ta zadnji telefoni, letošnji, določeni, imajo že 1-inčna tipala. Notor grejena. 1-inčno tipalo je zelo spodobno. To je res. Pa še zdaj se je pojavila ta stabilizacija, ki se dejansko tipalo premika, ne več sam leča, kar je meni zlomil možgane, da sem razumel. Ampak ta del se mi zelo zanimiv zdi, ker si rekel, mogoče bomo imeli pa več, kako si rekel, nivojev, telefonov. Kaj boš pa lahko kupil? To misliš, da boš lahko kupil telefon, ki bom imel fotoaparat, boš pa kupil enega, ki ima hud fotoaparat. Ja, tako se je začelo. Apple je začel to tipati z iPhone 12, lansko generacijo, prav iPhone 12 Pro Max, ima drugačno kamero, ima večjo kamero, boljšo kamero kot drugi. Ja, pa 13 Proja sta zdaj šla pa še, je pa še debelej v zadnji. Ja. Je zdaj že kar taka niva v zadnji, ni več sploh. Že njih ni več sram, da je debelo v zadju. V bistvu, to ni tehnološki problem ali pa problem ergonomije, to je marketinški problem. Se strinjam, zelo strinjam. Tako da ja, ok. Bomo videli, mogoče čez 3 iteracije iPhone boš lahko enega kupil, ki bo... Ja. Število ljudi, ki imajo potrebo po zelo dobrih fotografijah, zasebno ali pa profesionalno, ali pa zato, da podpirajo svoje podjetje, ali pa blog, ali pa podcast, ali pa karkoli od tega, je čedalje večje. Telefoni bojo delali to čedalje lažje, ni treba več znati zaslonke. V enem trenutku boš samo povedal telefonu, jaz bi rad dosegel tak feeling fotografije in telefon bo vse naredil zate, recimo. Obenem pa tradicionalni proizvajalci tradicionalne fotografske opreme, se pravi Canon, Nikon, Sony, nimajo več dovolj denarja, da bi naredili ta preskok, da bi njihove kamere, DSLR-ji, mirrorless fotoaparati, da bi postali pametni s svojim operacijskim sistemom. In se bo dejansko entry point za nekoga, ki bi se rad kupil tradicionalni fotografski paket, se bo samo višal. Tako da predstavljaj si, da v 5 letih recimo bo najcenejša standalone kamera plus objektiv, 3-4 tisoč evrov. In ogromno ljudi, ki bojo začeli svojo fotografsko pot, pač ne bo moglo tega in bojo si prvoščiti in bo začeli s telefonom in bojo pač ostali na telefonu. Obene pa nova generacija prihaja, ki ima čisto drugačne vizualne standarde, pričakovanja in tudi pričakovanja glede izovijus, se pravi. Ja, pač čisto poraba, pa da je to samoumevno, da se te stvari dajo, da sploh ni treba recimo za slonkah ali pa v ISO tu razmišljati. Ja, ne rabiš nobenega več prepričevati, da je to v redu, ker nimaš več, nova generacija ne bo imela več tega data pointa v preteklosti. To je das res, v bistvu. Skratka, prekinimo debato, ker sploh ni tehnološka, preskok je samo v glavi, da profesionalni fotografi začnejo razmišljati drugače, tako kot nove generacije mobilne tehnologije že tako vse to zmore. Ne, pa tako kot človek, ki ima enega Sonyja RX100 in uporablja pač od Sonyja app samo za transfer slik iz fotoaparata na telefon, prek Wi-Fi-ja. Ja, res nimajo šans v bistvu. Tako, mislim, vice jim, da so to čisto ene druge kompetence, ki jih pa oni znajo in senzorje delati in log DSLR ali pa sploh Sony, recimo mirrorless pa autofocus, pač, ki so res veliko vložili, ampak ta neka kakršnakoli povezljivost. Ali pa čisto, zdaj sem en podcast poslušal, se pogovarjal o samoumevnosti pač GPS lokacije za fotko. Kako je zdaj to, kako si rekel, tej novi generaciji, je samoumevno. Da če ti slikaš, bo zapisan, kje je bila slikana. To pač ni, skoraj praktično ni fotoaparata, ki bi to znal brez neke povezave čudne z Wi-Fi-om, z recimo telefonom. Ali pa recimo touchscreen, ki dela. Ja,
Ja, tako. Ali pa meniji, ki so smiselni. Saj pa bližnji smiselni, ne še enkrat, kot človek masonija, ki jaz spoštujem vse, ki se tam znajdejo. Marko, kaj točno počnete v podjetju, v katerem si zaposlen? V kaj poskušate prepričati uporabnike ali profesionalne fotografe? Jaz sem zaposlen v podjetju Profoto, ki v bistvu prvenstveno proizvaja profesionalno studijsko opremo, se pravi bliskavice, softboxe, te dežnike, vse te sorte. In ja, mi imamo monopol, bi rekel, v profesionalni sferi. Vsaka naslovnica, vsak cover, vsak hollywoodski film, kjer je kakšen poster fotkan, je z našo opremo načeloma fotkan. In v zadnjih 3-4 letih smo se začeli širiti tudi v manj profesionalne segmente, proti bolj hobi, potem novim tipom uporabnikov, tako mi temu rečemo. S temi telefoni. Tudi malo tipamo v video smer, tako da ja. In pač načeloma mi delamo svetlobo. To je naš biznis in mi načeloma hočemo podpreti vse kamere, ki lahko zajamejo fotografijo. Je pač težko ignorirati telefon. Ja. Mogoče ga je, v bistvu. Ja. Tako da ja. Ja. Pametna poslovna odločitev bi človek. Tudi če nimaš afinitete do tega, v resnici. Kaj pa, kar si do zdaj rekel, ne, sklepam, da je tako že začel z demokratizacijo, pa ti pač nimaš nobene težave s telefonom, ne, ampak kot človek, ki dela pač v bistvu v podjetju, ki se res s to opremo ukvarja, kako pa ti vidiš pač ta napredek? A tudi privat si že kar na telefonu, ali še nekaj imaš nekega mirrorlessa, ali veš, ti si zelo blizu klene, celi sceni. Jaz sem lastil si komplete opreme, se pravi skozi leta od Canona, Nikona, imel sem Hasselblada, imel sem RX100, imel sem Leica, imel sem Fuji sistem. Tako sem vse prodal 2018, ko sem šel na telefon, takrat sem tudi začel v bistvu fotkati s flashom na telefon. Tako sem jaz prestal v Profoto. Preden sem prišel v Profoto, sem hotel štartati svoje podjetje, ki je naredilo prvi flash v resnici. Za Lumo je bil lead. V bistvu. Smo tudi prvi na svetu patentirali to. Tako da sem kasneje potem... Ampak takrat si dejansko, to zdaj ima še večjo težo te tvoje besede, če si dejansko prodal. Nič nisi zadržal, tako valjda nekaj sentimentalnega, nič vse je šlo. Imam en Nikon F100, ta SLR, se pravi, ni digitalc, ampak je zrcalno refleksni fotoaparat, sem ga ne uporabljam, pa en objektiv imam, to je to. Spomine kot dnevni sobi. Nijam nobene, enega starega Zorkija imam še od očeta. Tako imam jaz od detka, unga Zenital, nekaj tazga, ker sem stoji tam. Ampak nijam nobene, tudi zdaj v službi imamo tako vse fotoaparate, ki obstajajo načeloma, ampak zdaj sem testiral Canon R5, to je v redu, ampak preveliko je, veš, vse Hasselblad, vse Leica imam tam na razpolago načeloma. Me ne mika, tako da sem res prodal vse. Pa sem zapravil ali pa vrgel stran na nek način, lahko rečeš, zelo velik denarja v vseh teh letih. Sem se v preteklosti ukvarjal s fotografijo tudi profesionalno, tako da sem po moje pokril to opremo, ampak še vedno sem committed. Super. Zato pravim, da bi se mogoče res še malo više, večja teža, pol beseda menjega, ker reče pa sploh, kaj dela za podjetje, nekaj streže res unim strogim profesionalcem. Zaenkrat bomo tako rekel, zdaj, ko vse probavate. Marko, ker spremljaš ta napredek, tudi mobilne fotografije, kje je meja? Zdi se mi, da je meja nebo, ker z vsakim novim telefonom vsako leto nas lajke, navdušence, vse skupaj pač preseneča, navdušuje. Kaj praviš kot profesionalec? Ja, v zadnjih 5 do 10 letih v bistvu se je večinoma prodaje marketinga delalo na samem hardveru, ker so se enostavno pač senzori kot taki, pa leče, pa vzdržljivost, pa vse te stvari so se izboljševale. V parih letih bomo prišli do prvega, bom rekel, platforma in se bo začela ta diferenciacija malo več z softverom, dejansko. Se pravi, šum, noise reduction, ostrina, kvaliteta barv, svetlobni efekti, kreativni efekti, vse to bo powered by AI.
Ko so slab v slovenščini, uporabljam To nam tako reče tukaj. Ja, imamo to, tako da sploh ni nobena težava. To, ne. No problem. V redu je, vse bo ustvarjeno z umetno inteligenco. Veliko stvari bo izboljšanih, veliko omejitev, hardverskih omejitev bo premostenih s pomočjo softvera. To je že zdaj, ne? Mislim, to je že zdaj zelo veliko. Ja, že zdaj, mislim, tako pa nočem te prekiniti, jaz mislim, da tukaj smo že, mislim, to so prvi koraki v to smer, so po moje zadnje 3 leta, ne, ki so se pojavili in ta stabilizacija kot taka, ne, pa potem ta prvič, ko smo videli te vse night sight, night shot, night mode, night karkoli na telefonu, ne. Tisti je, mislim, izjemno impresivno, ne. Jaz moram reči, da to je mene najbolj presenetilo, ker sem do takrat mislil, da zdaj liš pa te v bistvu, pa gladiš, ne, da skriješ, kot sem prej rekel, vse pomanjkljivosti, ne, mobilne. Pa je pa ta najcajt prišel, pa se dejansko dobil neko uporabno fotko v temi s tistim telefonom, ki je to tenek naši prsti, a ne. Software se je že začel. Ja. Ne, mislim, ampak bo pa še, nismo še tam. Okay. Nismo niti približno še tam, kjer bomo bili. Ali me najbolj zanima. Nismo še niti približno tam. Si rekel, okay, če nismo približno, ampak kam se pol gre, kot je Maruša rekla, ker zgleda, da gre lahko ne bo, ker meni se še zdaj zdi, tako kot sem prej rekel, ne, če smo omejeni s fiziko, ne, tankosti telefona, ne. Zdaj bojo pač, tako jaz gledam na to, zdaj bojo software tako cajta prvijali, da bo, ko se bo kle ustavili, bomo debelejše telefone dobili, ne. Zdaj mislim, da je v softwareu še toliko fore, da lahko še marsikaj naredijo in po noč, in čez dan, in v sonce snemaš, in pol HDR še zraven in vse ostalo. Am to kle še dosti zapofilati, da bojo take total zihar lepe fotke, se reče strokovno. Ja, ne, pač to, da bo ta sintetičen bokeh, recimo, da bo zelo v redu. Ja. Portret ima od Maruša, tam, ti lasen kol ne ujame, tako kot hočeš. Ne. Pa da bo resolucija res dovolj velika, pa da bo šum zelo nizek, pa da bo barve zelo v redu. Dinamičen razpon same fotografije, pa gradacija tonov, pa vse te stvari. Veliko tega dejansko lahko software popravi. Glede na to, vi pač s celim svetom sodelujete, ne? Eno vprašanje, kot človek je barno sled in imel to zelo tako slepo pego, koliko šal. Ampak, ki si rekel, da bojo barve v redu. Tisto, kar sem jaz opazil, pač, sploh takrat, ko preizkušam telefone, je, da ima vsako to podjetje ima res neko svojo predstavo, kaj točno hočejo s temi barvami doseči. Pa so te azijski proizvajalci, ki zelo ponovadi navijajo, pa se zelo zasičena. Pa so te zahodni, v narekovaji, Apple pa Google, ki hočeta neko bolj naturalistiko furati. Imaš tudi ta občutek, da se bo neka konsolidacija zgodila, ali bomo imeli tako, kot je bilo pri tradicionalnih fotoaparatih, da vsi vemo, kako koža na Canonu zgleda, pa kako na Sonyju zgleda, pa kako na Nikonu zgleda? Ne bo se zgodila konsolidacija, zato ker je zelo geografsko, pač to pogojeno vse skupaj, mogoče bomo imeli posamezen, mogoče bomo prišli do, prihodnost Apple pa software je tak ta, da bo vsak imel svoj app za kamero. Vsak bo imel svojo kamero v resnici. Ne bo ena kamera za vse. In načeloma bojo vsi appi ali pa kamere dovolj pametne, da bojo sčasoma se naučile tvojih preferenc in boš dobival to, kar bi ti rad imel ven iz nje. Se pravi, pa tastemakeri, pa je res konec. Na eni točki se neha, več ali manj. Mislim, recimo barve, ki si rekel, pa barvna belina. Noben telefon zadnje generacije ne dela več tega tako po nekem algoritmu, ampak dela glede na artificial intelligence. Se pravi, prepozna sceno, skuša prepoznati, kakšen tip svetlobe je bil v tej sceni in na podlagi tega kompenzira in popravi barve. In recimo lahko tudi razpozna v delu scene, razpozna gasilni aparat v temi in bo selektor, bo ta gasilni aparat naredil rdeč. Kljub temu, da ni zajel dovolj rdeče, da barve. Ker pač ve, da je vedno rdeče. Če dalje večji del fotografij bo tudi generiran v zelo veliki meri, ampak nam bo to ratalo predvsej naravno, sprejemljivo, medtem ko za dokumentaristične pa za novice bomo pa po mojem imeli Adobe, pa New York Times, pa drugi imajo trenutno eno večjo iniciativo, ki razvijajo tehnologijo za content authenticity. Se pravi, vsaka fotografija bo imela, mogoče blockchain, ne vem, kakorkoli, ampak bo imela pripet v bistvu certifikat autentičnosti, in da če bo obdelana, boš lahko šel pogledat v historiji, kako je original izgledal in boš videl, kaj je bilo obdelano, recimo. Kar je smiselno v času, v katerem živimo, to je garantirano resnična fotografija, novica, video ali karkoli. Da ima nek znak, da to zares drži, da temu lahko zaupamo. Sploh, ko bo v
parih letih zelo enostavno poskrepati po internetu fotografije Anžeta Tomića, pa zgenerirati Anžeta Tomića v kakršnikoli pozi ali pa zraven kateregakoli drugega človeka. Zelo realistično. Vsi smo videli TikTok account, ki je Tom Cruise. Vsi smo to videli, jaz sem imel strah prihodnosti, tako da ti si res kar awkward. Ja. Marko, pri tej temi mogoče še to, kako je delati produkte na Švedskem, mogoče v primerjavi s Slovenijo, zdaj, ko imaš obe izkušnji? Nijem take primerjave, zato kar se mi zdelo v Sloveniji, so bile v bistvu moje podjetja, oziroma start-upi bolj. Tukaj pa neko večje podjetje, skoraj da korporacija, čeprav ne čist, in je itak način dela čist drugačen. Ti si startup, zgradiš svojo ekipo, zgradiš svojo kulturo, res najdeš ljudi, ki verjamejo recimo v to, se veš, če si po večji firmi, je pa večja, ko je firma, več trga, ko zauzemaš, več revenue, ko obračaš na leto, več imaš tudi balasta na nek način. Balast, operacija, prodaja, pošiljanje, imaš ogromno ljudi, ki v bistvu njihovo osebno poslanstvo ali osebni interes ni nujno poenoten z podjetjem, v katerem delajo. Ne? In zaradi tega je lahko rečeš, da je bolj dolgočasno, ampak po drugi strani je pa dobro, ker imaš več sredstev, da lahko delaš zanimive stvari. Ne? Zaradi tega sem se tudi odločil, da grem sem, ker sem ugotovil, da če hočem speljati to idejo, na proper tega flasha za telefone, rabim imeti več kapitala, pa rabim imeti že nek brand, ki je uveljavljen. Ja, pa mislim, tako milo rečeno uveljavljen, zato sem to reči, si že šel, ti si šel k Nikeju, a veš, jaz hočem čevle delati, si šel k Nikeju, jaz sem se karikiral. Ja, ja, si predstavljam, da lažje, da propol, če dobivaš nazaj, da sovražijo telefone, zato ker mislijo, da jim bo vsem šiht vzel, ne, to mora biti kar zabavna korespondenca večino časa, ampak ja. Ampak ja, mislim, da Maruša odgovor je v nebo gre lahko, veš. Ja. Odbita, dobita. Drugo temo sva naslovila zaupanje v tehnologijo. Ker po vsem, kar sva slišala, po vsem, kar so poslušalke slišali v preteklih epizodah, se zdi, da je zaupanje visoko na lestvici vrednot v tej državi, pa še verjetno v kateri drugi skandinavski, poševnica severni. Meni se zdi, zdaj, ko opazujem družbo tukaj, da tudi sicer, ko govorimo o zaupanju pri priporočilih, naprimer za preprečevanje koronavirusa ali pri zaupanju v vlado, mogoče, ne vem, je enako pri zaupanju v znanost ali pri zaupanju v tehnologijo. Kaj opažaš, kako si razlagaš zaupanje v tehnologijo? Zaupanje v tehnologijo. Načeloma nisem opazil nezaupanja v tehnologijo, ker tudi nimaš druge izbire kot uporaba tehnologije. Hecno je bilo, recimo, če si hotel prijaviti za cepljenje, to vem, si mogel ne glede na starost, si mogel to opraviti prek mobilne aplikacije z tem certifikatom na mobilni aplikaciji. In se spomnim moje sodelavce, tako stare 40-50 let, ko so svojim staršem v 70-ih, 80-ih kupovali telefone pa razlagali, kako morajo to narediti. Vse je nekako digitalno, pa res očitno ene stvari zelo funkcionirajo, ampak ja, to moramo konstantno vprašati, kako pa starejšimi. Yeah. Ker se mi zdi legitimen argument, da ne greš kar, zdaj pa ni več okenca na banki, se karikiramo, ampak ja, očitno, to je tudi tukaj sklepam, da to ni edina reč, kjer je bilo treba mogoče koga naučiti, ker ni glih s tem na kakršenkoli način gor zrastel. Če sem z računalnikom, pa smo zdaj telefone. Ne? Se mi zdi, da je bilo dosti stvari tukaj uvedenih tako že 10-20 let nazaj in da je bilo neko prehodno obdobje takrat se je dogajalo. Zdaj se pa tako že kar malo smatra, da logično. Zdaj je pa že to normalno, zdaj je pa to že nova norma, ni več tranzicijsko obdobje. Na nek način, po mojem, lahko večino stvari še vedno greš narediti na okence, ampak ni uradne, kle se ve, pri njih je tako kot davčna, je pri njih delal vse, večino stvari. Skateverket je tukaj tako, dobesedni prevod je davčna, ampak tam lahko delaš karkoli, karkoli imaš problem, greš tja in ti oni načeloma tam pomagajo. Ampak tudi tam te silijo na računalniku, v bistvu pa moraš sam najprej probati narediti, prej ti oni pomagajo ali pa ti nekdo namesto tebe naredi. Kar so se do zdaj pogovarjali, te stvari dejansko pol tudi delujejo. Ni to samo toliko v ideji, to, da digitalno lahko upravaš, dejansko funkcionira to. Ne, dela vse. Sprav, davke lahko spolneš tudi po pošti. To si tako rekel, da nekaj iz leta 1712. Lahko, ampak. Ali pa greš
Ali pa greš osebno tja na okence, ampak tudi, ko priješ tja, jaz mislim, da sem šel prvo leto, ko nisem še dobil tega certifikata. Zgleda tako, da ne morajo vzeti več kot 50 ljudi na dan, recimo. A veš, zgleda tako, pol okenčka, niti celo okenček ne. No, ampak to, če je tema res ta nek zaupanje v to, ne, mislim, to je kvečemo dokaz, da pač res je, ne, da ljudje to doma počnejo, ne, mislim, na računalniku večino stvari, ker se mi zdi, da bi se, a veš, mislim, tako, če primerjamo nekak Slovenijo, ne, pač tam je več okenčkov in je polno in se, mislim, čaka, zdaj nam ne bomo šli v te vrste in ne vem kva. Načeloma, recimo, kaj jaz vem, pregled pri zdravniku, si zabukirati, prek telefona je bolj tako, ja, če si tujec ali pa kle na obisku ali pa nekaj, če si tukaj, državljan, pač se smatra, moraš imeti ta Bank ID, ki je tukaj kot certifikat, kot Sigenca ekvivalent in moraš narediti prek tega, ja, in tudi vsak, kjerkoli odpreš bančni račun, dobiš Bank ID, dobiš kalkulatorček, ki ga vtakneš lahko noter, če nimaš telefona, recimo, to je pač vedno. Ja, je ta backup, ne, pač je. Starodavna varianta, da digitalno potrdilo podpišeš, a ne? Ampak drugač je pa zdaj to vse na telefonu. Na nek način res dobro dela, pač dela tako čisto normalno, ampak vse je na tem. Ljudje, ki imaš tistih z njimi, so pač tako je, tako je življenje, živimo ga naprej in pač tako, ali so neke, veš, se kje zgodijo, tega pa raj ne bi, veš, da bi bilo tako zmeraj me polne, pa denarju bomo pa raj zares. Ne bo vse digitalno, ni tega, ne? V bistvu, ne. Vse to je že padlo. Veš, vidim, bi mogla biti kle 15 let nazaj, da bi slišala vsaj ta tranzicija. Ker iskren, karkoli se pogovarjava, pa tudi tako, kar vidiva, saj, ne vem, Maruša popravi, res gleda, da ni nekih slepih žepov, pa še razen, ne vem, če po moje droge kupuješ, ne, to sem zdaj že 16-krat to šalo slišala, da ta krone še prav pridejo, drugače pa več ali manj konec. Ne, veš, zakaj se pogovarjava toliko o tem zaupanju v tehnologijo, ker pač, kot smo zdaj že večkrat omenjali, ima Švedska enotne digitalizirane storitve, ali od knjige v knjigarni do kredita za milijonsko stanovanje si v nekaj klikih, tudi časovno v nekaj sekundah ali minutah. In potem, ko razmišljava, je tukaj lahko A, vse narobe in B, možnosti za zlorabe, ampak vseeno naj ljudje popravljajo, da ni tako strašno tragično, torej sva to samo midva in se nihče drug ne sprašuje. Kdo se še boji? O zaupanju, o podatkih, o... Ne, mogoče sem že malo indoktriniran, ampak zaupanje. Nekaj tako splošno zaupanje je tako kolektivno, se mi zdi, da razumejo, da je pač neko splošno medsebojno zaupanje ali pa poštenost pač edina stvar, ki dviguje kvaliteto življenja vsem. Tako da načeloma, tudi če si ti nepošten za svoj kratkoročni dobrobit, pač dolgoročno vse dol tlačeš vključno sabo. Na nek način se mi zdi to, so se pogovarjali s sodelavcem o tem in je, ne vem, noben ne zna točno odgovoriti, odkje prije ta zaupanje tudi med sebojno, med vlado pa ljudmi, pa vse te stvari. Eni so rekli, ja, pač ne vem, tukaj je tako mrzlo, tukaj ljudje ne bi smeli živeti, če bi bilo. In so pač mogli preživeti na ta način, da so zaupali drugemu. Ja. To je moja teorija, uradno. Jaz mislim, da je to res. To Švedi pravijo, tako, ne. Drugo je, da so imeli zelo močne te propagande, kjer so to spodbujali. Veliko govorili o tem. Tukaj smo imeli, recimo, Slovenija moja dežela, zelena dežela. Ja. Tako so oni imeli ogromno enih teh programov pač, in so hoteli ta enek zgled sami sebi narediti, da so lahko tako. Pač načeloma je tukaj, ja, ne zakleneš kolesa, mislim, ne rabiš tako, bolj se varno, mislim, ne vem, ni, pač to je tako, to je normalno, pač, ker itak nimaš alternativa. Ja, ful se sliši tako, tudi cela ta digitalizacija ali pa tako, da je tehnologija toliko del življenja, je kle res prišlo na to raven, tako kot ti se, kaj že od Foster Wallace, kot ribe sprašovati, kaj je voda. Zdaj gre tako, da ne boš rabo več imeti fizične osebne izkaznice, boš imel lahko pač sem digitalno v appu, kar je tudi bi lahko rekel, ne zloraba, pa vse te stvari, ampak... Mislim, možnost zlorabe obstaja in to je prvo, kar jaz pomislim, ampak zdaj po tem času tukaj se mi zdi, da imam jaz težavo, nekdo drug. Da najprej pomislim na zlorabo ali na vse, kar je lahko narobe. Mislim, jaz sem zelo tako, jaz kaj slišam, zdaj pa, recimo osebna, kot app, samo po drugi strani tako, mislim, telefon je 16krat bolj zaklenen, kot
plastika v denarnici. Tisto, kar mene v resnici bolj skrbi, ker smo že tako daleč, ali pa, kot si rekel, ta v bistvu two-factor, ta Bank ID, ki je v bistvu na telefonu, da so cele te debate, če ga je zares telefon. Imaš par teh proizvajalcev, ki jih delajo, 2 operacijska sistema sta prevladala in zdaj moraš. Večinoma so to ali kitajske ali ameriške firme, Evrope nikjer ni nas pregled. Če zdaj se spol začnejo razjavati, zakaj Nokia ni uspel, vsi vemo zakaj, ampak škoda. Tako, ta del je, ker pa v bistvu hardware nikoli ne bo evropski, saj tako zgleda. Zdaj pa čudenje, ker vsi imate iste odgovore. Pa ne da kamor ne pridemo do odgovora, ampak pridemo do tega, da ja, tako je. Ja, ampak je tudi tako, ne vem, probajte v trgovini. Zdaj ne, da morate to narediti, ampak v trgovini, v špeceriji pač si nalašta takole stvari, pa sem kot korakete mi in blagajne. Pa boste videli, če bo kdo kaj rekel. Noben ne bo nič rekel. In bi lahko ukradla stvari fizično. Lahko bi odnesla vam stvari pač. To so že imela skoraj to izkušnjo, ker so šle na burgerje, pa naročiš, pa te sploh za račun nareče. Tako pa kar vzameš, tako res je, okay. Ampak to je v vseh porah življenja, je tako. Tudi v tehnologiji. To se res dobro sliši, jaz sploh ne vem, kaj moram reči. Še nekaj pri zaupanju v tehnologijo, ker vseeno nisi tukaj zrasel s to miselnostjo in bil del te tranzicije, ko si bil še otrok. Zdaj, če si ne državljan, ampak dokaj nov prebivalec Stockholma, seveda ima mesto, ta država, tudi vse tvoje podatke, ki so dostopni na zasebnih spletnih straneh praktično kdorkoli. Danes lahko pogoogla, kje v Stockholmu živiš, kaj počneš, koliko si plačan, koliko kilometrov ima prevoženih tvoj avtomobil. Kako si ti s tem zaupanjem kot priseljenec? Mi je bilo fascinantno. Greš pogledat rojstne dneve svojih sodelavcev ali pa ljudi, za katere ne veš točno, koliko so stari. Pa greš pogledat, kakšne avte imajo, kje živijo, koliko so vredne njihove hiše ali pa parcele ali pa stanovanja. V preteklosti, cirka 10 let nazaj, je bilo tako, da si lahko tudi videl letni dohodek. Mislim, da je bilo tako v 10 razredih in si videl, v katerem razredu recimo je nekdo. Lahko si pa tudi dobil dejanski spisek tega dohodnine na koncu leta od enega človeka. To so pa skozi leta ukinili. Tudi, ko boste hodili okrog, boste videli, da ne poznajo koncepta zavez, recimo. Ker ne gledajo drugega toliko, pač niso zavisni drugemu, kakšen avto imajo recimo, ali pa kako veliko stanovanje imajo, ali pa kaj tega. In tudi vse te koncepte sem jaz opazil, sem jih testiral na svojih švedskih sodelavcih in so bili tako, pač ne gledaš drugemu noter v stanovanje, pač vseeno kaj ima pač. Ja. In jaz sem bil tako, jaz sem pa pač iz vasi, na vasi pa tako pač. Razumem te. Zavest se moraš imeti saj zato, da lahko na skrivaj gledaš ven sosede, kaj delajo. Pa kdaj so avto pravi, pa kdaj so kosili. Ja. To je kar zanimivo. Maruša in Anže z gosti. Marko Pirc je gost od Bite do Bita. Marko, še zadnja stvar, nekaj nam moraš priporočiti in najnim poslušalcem, nekaj tehnološkega. Kaj naj pogledava, prebereva, poslušava ali ne vem, kakšno zanimivost, kar še ne veva. Izvoli. Se je naprej naglo, za me strah rata. Zdaj bom naredil brez sramu samo promocijo. Ok, super, daj. Z Lenartom Kučičem. Edin prav. Poznava. Ja? Ja, veš da ga. Že 5 let pripravljava in ustvarjava podcast o fotografiji z naslovom Podcast, ki si ga lahko poslušate na vseh možnih kanalih, kjer se podcaste ponavadi posluša. Super. Tudi midva to priporočava. Ja, absolutno. Vsem poslušalkam od Bite do Bita. Pa dajmo reči živijo Lenart, ki si jih posluša. Podcast. Hej, Lenart. Ja, živijo. Živja. Iz Stockholma, pardon. Marko, hvala, da si prišel v improviziran studio v tem hotelu v Stockholmu. Hvala, da ste videli prišla. Pazi nas, zelo bo dolga. Sicer pa vse epizode tega podcasta so na valjda.si pošiljnice odbita v vseh podcast aplikacijah. Hvala sem za ocene v Apple Podcast, pa odbito pismo, pa afna odbita na Twitterju. Pa odbita afna.rtvslo.si. Tako. Sprejemava karkoli, kadarkoli, samo pogumno. Res je. Hvala za pozornost. Adijo. Se slišimo, čau. Čau.